Januarja je kot 45. predsednik Združenih držav Amerike zaprisegel Donald Trump. Že ob inauguraciji je postal eden izmed najmanj priljubljenih ameriških predsednikov, njegovo priljubljenost pa so kasneje oklestile še nekatere slabo sprejete poteze. Odstop od pariškega podnebnega sporazuma in prepoved vstopa v ZDA za prebivalce 7 muslimanskih držav sta le 2 izmed teh. Januarja se je v kazahstanski prestolnici Astana pričel 3. krog mirovnih pogajanj za Sirijo. Pogovori so se končali brez resnih zavez o končanju državljanske vojne. Prav tako meseca januarja so iraške protiteroristične sile iz vzhodnega Mosula pregnale upornike Islamske države. V začetku januarja 2017 so Združeni narodi opozorili na domnevno etnično čiščenje v Mjanmarju, kjer so oblasti z izgovorom, da preganjajo islamske skrajneže, pobile in z domov pregnale na tisoče družin iz manjšine Rohingja. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v začetku meseca marca bogate države pozval, naj se bolj angažirajo pri reševanju Somalije, ki ji brez mednarodne pomoči grozi huda humanitarna katastrofa. Na nizozemskih predsedniških volitvah je zmagal Mark Rutte in premagal protikandidata Geerta Wildersa, velikega nasprotnika islama in Evropske unije. V marcu je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk na novinarski konferenci sporočil, da je prejel formalno obvestilo o Brexitu. Medtem ko je angleški parlament razpravljal o izstopu iz Unije, so pred parlamentom protestirali nasprotniki Brexita. 4. aprila je prišlo do kemičnega napada na sirsko mesto Khan Sheikhoun, v katerem je umrlo več 10 ljudi. Washington je kot krivca označil sirskega predsednika Bašar al-Asada. 3 dni kasneje je ameriška vojska napadla sirsko vojaško oporišče. To je bil prvi neposredni ameriški napad na Asadov režim v 6 letih. 7. maja je na francoskih predsedniških volitvah slavil Emmanuel Macron in premagal Marine Le Pen, ki je napovedala izstop Francije iz Evropske unije. Ameriški predsednik Donald Trump je v maju odšel na svojo prvo mednarodno turnejo. Obiskal je Savdsko Arabijo in Izrael, kasneje pa se je v Vatikanu srečal še s papežem Frančiškom. 8. junija so volili v Veliki Britaniji, kjer je britanska premierka v nasprotju s pričakovanji izgubila večino v parlamentu. 7. julija je v Hamburgu potekal vrh G20, kjer so razvite države kritizirale predvsem ameriški odstop od pariškega podnebnega sporazuma. Srečanje voditeljev najrazvitejših držav so spremljali nasilni protesti. 5. avgusta je Varnostni svet Združenih narodov uvedel nove sankcije proti Severni Koreji. Novi balistični preizkusi so razburili tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Severni Koreji zagrozil z uničenjem, ki ga svet še ni videl. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in ameriški predsednik sta si izmenjala nekaj groženj, a do spopada na srečo ni prišlo. Konec septembra je nemška kanclerka Angela Merkel na volitvah osvojila še 4. zaporedni mandat, a se ji je kasneje zataknilo pri sestavljanju trdne koalicije. Prvič po več kot 50 letih je v nemški Bundestag prišla tudi skrajno desno usmerjena stranka. Oktober je bil vroč v Kataloniji. Po referendumu, na katerem so se Katalonci odločili za neodvisnost, je katalonski parlament 27. oktobra razglasil neodvisnost. Istega dne je Madrid Kataloniji odvzel avtonomijo in napovedal nove splošne volitve. Sredi oktobra je potekal tudi 19. kongres Kitajske komunistične partije, na katerem so delegati predstavili načrte za kitajsko prihodnost. V začetku novembra je Libanon ostal brez premierja. Sad al-Hariri je odstopil med obiskom Savdske Arabije, kar je sprožilo ugibanja, da je to storil pod pritiskom Rijada. V reševanje libanonske politične krize se je vključil tudi Emmanuel Macron, Hariri pa je v začetku decembra preklical svoj odstop. V novembru se je na azijsko turnejo podal Donald Trump, ki je pri azijskih zaveznicah iskal podporo pri discipliniranju Severne Koreje.
Sredi meseca novembra je bilo napeto v Zimbabveju, kjer je vojska k odstopu prisilila afriškega samodržca Roberta Mugabeja, ki je po več desetletjih oblast prepustil novim obrazom. Politično spletkarjenje se je slabo končalo za nekdanjega jemenskega predsednika Alija Abdulaga Saleha. 75-letni Saleh je bil ubit 4. decembra. Ubili naj bi ga Hutiji, njegovi nekdanji politični zavezniki.